V času epidemije COVID se odpirajo številne etične dileme in vprašanja, na katera je pravzaprav težko res celostno in poglobljeno odgovoriti, tudi z vidika številnih omalovaževanj, ki se pojavljajo v javnosti in ki težo bolezni COVID označujejo kot tako rekoč nično, neškodljivo, zato naj ji niti ne bi veljalo posvečati posebne pozornosti. Verjamem, da imate tukaj zelo jasno izčiščeno mnenje glede tega. Ja, res je, da je zelo težko odgovarjati izključno na etičnem področju iz več razlogov. Namreč v zadnjih desetletjih je medicinska etika nekako, kako bi rekel, manj se ukvarjala z etiko, ki jo povzročajo velike epidemije, deloma tudi zato, ker teh epidemij ni bilo takih, še posebej ne takih, kot je zdaj ta COVID-19. Ta je pa pravzaprav svet zatresel v temeljih in to v zelo kratkem času, kar izkazuje neko strahovito potenco, ne samo zdravstveno, medicinsko, če hočete, ampak tudi družbeno. Tako da je vsaka družba posebej se čuti ogroženo, vsaka država posebej se čuti ogroženo, vse to vidimo iz vsakodnevnih poročil, koliko ljudi umre, koliko je tega in tako dalje. Tako da pravzaprav težko razumem glasove, češ da COVID-19 je neka izmišljotina tistih vlad, ki želijo disciplinirati svoje državljane in podobno. Kot zdravnik lahko rečem, da ne da bi se mešal v vladno politiko, da je to nesmiselno zaradi tega, ker je vsak dan znova očitno, kako je. Tako da, če pomislimo na vse posledice COVID-a, na vseh družbenih sistemih, pa ne samo zdravstvo, vzemiva recimo tudi kulturo, vzemiva šolstvo, vzemiva ekonomijo, kako se je to, recimo, kako uničujoče je bilo to za določene podjetnike, ki so prišli recimo tudi ob svojo eksistenco in podobno, bi bilo etično, da bi o vsem tem razpravljali vsem skupaj. Se pravi, vključujoč vse to. Zdaj jaz ta hip ne vidim nekoga, ki bi obvladoval zadeve tako na širok do tolikšne mere, da bi o tem lahko kvalificirano govoril. Zato mislim, da je za nas, torej etike, ki delujemo v zdravstvu, pomembno, da ostanemo na zdravstvenem področju, ob tem, da se zavedamo vseh drugih posledic in da z tega vidika razpravljamo o tem, kar ste vprašali. Se pravi, kako je z koristnostjo vsega, kar počnemo, kako je z škodljivostjo ali neškodljivostjo, v kolikšni meri lahko upoštevamo avtonomijo vsakega posameznika, kdaj ja, kdaj ne, in ali so vsi ti ukrepi, ki jih sprejemamo, do vsakogar enako pravični. Pa gre z tega vidika po vaši oceni tudi za prepoznavno pomanjkanje osebne odgovornosti in s tem posledično tudi družbene odgovornosti? Vedno in v vsaki družbi boste našli ljudi, ki vedo vse bolje. Še mislim, da slovenska družba je na tem še posebej bogata. Tudi recimo Edward Jenner, to je oče imunologije, ki je prvi cepil otroka z kravjimi osipnicami, je naletel na grozno nasprotovanje in ta nasprotovanje se še danes vleče, ko se recimo govori, kakšno škodo delamo z cepljenjem otrok, ko je vendar jasno, da je, zdaj bojo oni spet verjetno skočili v zrak, cepljenje je en največjih dosežkov zdravstva v zgodovini človeštva. Samo s cepljenjem lahko nadziramo tiste nalezljive bolezni, pri katerih povzročitelji vedno lahko povzročijo bolezen in moramo sami razviti imunost proti njim in to dosežemo s cepljenjem. Sicer bi zboleli. In tako kot je rekel profesor Strle, davica, škrlatinka, oslovski kašelj, poliomielitis, to so bile stvari, ki so terorizirale družbe nekoč, ki so bile skrb in strah staršev. Še posebej recimo, ko so te epidemije prišle, ali bo naš zbolel ali ne bo zbolel in podobno. To je vse mimo.
Ne, včasih so bili tudi recimo, dokler še ni bilo rednega cepljenja proti tuberkulozi, smo imeli tudi grbaste otroke. Danes ne vidite več grbastih otrok ali kakor v tem smislu poškodovanih. Tako da prišli smo zelo daleč naprej in škoda bi bilo, če bi recimo zaradi enih predsodkov, povsem neutemeljenih, odstopali od tega, do koder smo prišli. Pa se vam zdi, da se ta zgodba, ki je nekako kar stalnica tudi v slovenski družbi, utegne ponoviti tudi pri cepljenju proti okužbam z novim koronavirusom? Bomo videli. Jaz mislim, da je vendarle strah pred koronavirusom zdajle prisoten v slovenski javnosti in pričakujem, da se bo večina cepila. Zdaj težko bi bilo reči, do kolikšne mere. Ve se, za koga je to cepljenje posebej priporočljivo, ne? In tisti, recimo, posamezne populacijske skupine, ki imajo večjo ali manjšo afiniteto, večjo ali manjšo težo zbolevanja, bojo seveda obveščene in spodbujane k temu, da se cepijo. Ampak najprej moramo dobiti eno dobro cepivo. Do takrat pa velja samo to, kar nas danes vsak dan znova in znova nas opozarjajo, se pravi maske, razdalja, roke in podobno. Samo še to vprašanje, kako pa z vidika etike ocenjujete odziv in ukrepanje slovenske medicine v tem velikem izzivu, v tako imenovani kugi tega stoletja? Kako smo se odrezali in kaj to pomeni za prihodnje izzive na tem področju? Zdaj, vse zdravstvene sisteme na svetu je COVID-19 našel bolj slabo pripravljene. Tako da v začetku je bil odziv manj organiziran kot kasneje. Jaz upam, da bo iz vsega, kakor recimo kot smo reagirali in v Sloveniji smo reagirali dobro, to sem že večkrat povedal, da se bomo iz tega kaj naučili. Ampak naučimo se lahko samo, če sproti spremljamo in analiziramo vse, kaj se dogaja. Če pa kar takole, potem bo to težje. Imamo pa možnost, veliko možnost, da se v odnosu do bolezni zdajle vsi skupaj zelo veliko naučimo.